Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. En lep pozdrav. V bistvu je bil ta vrh sklican z enim samim namenom in ta namen je bil, da jasno pokažemo ljudem, prebivalkam in prebivalcem Slovenije, da smo skupaj v odločeni, da reforme, ki jih Slovenija potrebuje, zato da postane moderna država, tudi izpeljemo. In v tem duhu je tudi vrh potekal. Že takoj bi rad povedal to, da je minister Danijel Loredan Bešič, ki je predstavljal zdravstveno reformo, v resnici dobil popolno podporo vseh udeleženih pri načrtih za reformo. Ne samo podporo, bil je deležen nemalo besed občudovanja, tudi mojih. Ne samo za pogum, ampak tudi za to, kako sistematično so se reforme na Ministrstvu za zdravje pod njegovim vodstvom lotili. Najprej smo si pogledali zelo izčrpno analizo stanja, ta bo, kot je rečeno, predstavljena ne samo vam, ampak bo tudi na ogled v celoti javnosti preko spletnih platform in ta analiza stanja je žal slabša, kot si kdorkoli misli v tej državi. Ampak dobra novica je, da so ugotovljeni razlogi, zakaj je situacija tako slaba in da obstaja načrt. In o tem načrtu, ki ima konkretno časovnico, je potekala zelo temeljita razprava, brez dlake na jeziku. Danes je bilo na vrhu dovoljeno, da vsak pove svoje mnenje in vsa mnenja so bila enakopravna. Danes ni bil namen, da kogarkoli discipliniramo, danes je bil namen, da sklenemo zavezo, da vsi skupaj verjamemo, da je reforma nujna in da se zavežemo, da jo bomo izvajali skupaj. Če tudi ne bomo vedno enako razmišljali, vsi se pa zavedamo, da je ta reforma nujna sedaj. Tisto, kar je skupni dogovor, je, da se do jutri pripravi konkretna časovnica, danes je bila predstavljena, nekoliko bo še dopolnjena, konkretna časovnica tako zakonodajnih ukrepov, ki bodo vsi sprejeti v nekem vrstnem redu, v smiselnem vrstnem redu, do konca letošnjega leta, kot tudi implementacije, kot tudi izvedbenih ukrepov, ki bodo potekali tako letos, kot v letu 2024 in tudi v letu 2025. In ravno to, prioritete izvedbenih ukrepov, zato da bo tisto, kar bomo zapisali, tudi izvedljivo, ker naš namen ni obljubljati reforme, ki je ne znamo izvesti. Naš namen je, da reformo izpeljemo na način, da bodo vse prebivalke in prebivalci Slovenije dejansko dobili dostop do učinkovitega zdravstvenega sistema, javnega zdravstvenega sistema. Ta namen je tisti, ki nas edini v resnici žene naprej. Ker je bilo dosti govora o tem, kako in na kakšen način bomo se kot koalicija glede tega ponotili, je danes dogovor, da, kot rečeno, jutri pripravimo izjavo. To je zaveza za sodelovanje pri pripravi zdravstvene reforme, ki jo podpišejo vsi prisotni, tudi poslanci. Na ta način jasno izkažejo svojo osebno zavezo, da želijo tvorno sodelovati pri pripravi zdravstvene reforme. Ker danes ni bilo časa, oziroma ker je zdravstvena reforma tako pomembna in tako pereča, smo se namenili, da smo ves čas koalicijskega vrha namenili samo tej točki. Zato bo čez 14 dni sledil podoben koalicijski vrh na temo ostalih reform, ostalih 5 reform, na katerih bomo postopali po istem principu, analiza stanja, časovnica in zaveza za izvršitev. Po tem drugem koalicijskem vrhu bomo pripravili aneks koalicijski pogodbi, ki bo zajemal vse reforme, časovnico za vse reforme. In ta aneks bomo imeli dovolj časa po tem drugem koalicijskem vrhu, da bo prestal vse demokratične procese vseh strank, ki so v koaliciji, ne samo ene. Na ta način bomo vključili v potrditev reform ne samo predsednike strank, ampak dejansko članstvo vseh strank. Ker vemo, da so te reforme tako pomembne, pa hkrati tudi tako boleče za marsikatero interesno skupino, hočemo, da je ta zaveza, da bomo reforme izpeljali, dosežena na najširšem nivoju, znotraj koalicijskih strank. In zato si bomo vzeli čas. Računam, da bomo ta aneks lahko podpisali v roku naslednjih 6 tednov in od takrat naprej bo zelo jasno vsem, da se reform ne da več ustaviti. In to je tudi osnovni namen tega vrha. Danes smo načrtali pot, po kateri gremo, skupaj. In verjamem, da rešitve in reforme lahko izpeljemo edino skupaj.
Hvala lepa. Naslednja ima besedo gospa Meira Hot. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu in imenu Socialnih demokratov. Kot je predsednik vlade povedal, je bil današnji koalicijski vrh namenjen predvsem problematiki zdravstvenega sistema. Moram reči, da je bila današnja razprava zelo poglobljena, da smo imeli prav vsi možnost povedati naše stališče, naše poglede, tako na trenutno situacijo, kakor tudi seveda na predstavljeno analizo stanja, ki jo je minister za zdravje pač predstavil in ki bo javnosti na to predlagana v petek. Ta analiza je v resnici povedala marsikaj glede samega sistema in moram povedati, da smo tu Socialni demokrati v resnici zelo podprli kontekstu časovnice in prioritete v kontekstu dostopa do osebnega zdravnika, do spremembe, v bistvu do zagotovitve financiranja zdravstvenega sistema na drugačen način, kar bo vse predstavljeno podrobno v petek, ampak želim povedati, da smo tukaj najdli res skupne točke in tudi izkazali večinoma v veliki meri, kot je rekel predsednik vlade, dejansko podporo ministru za zdravje. Izkazali, da mora biti močan v tem boju z lobiji in izkazali tudi, da po tej poglobljeni razpravi ima to podporo tudi v koaliciji. Sporočilo koalicije današnje definitivno, da se vsi zavedamo problematike zdravstvenega sistema, da se vsi zavedamo, da se ta razgradnja zdravstvenega sistema dogaja vrsto let, da ni posledica napak zdajšnje vlade, je pa popolna odgovornost sedanje vlade. Torej, da se nekaj dogajalo desetletja, ni izgovor za to, da se danes ne ukrepa. In zelo jasna časovnica, zelo stroga časovnica izkazuje, da je ta koalicija enotna v kontekstu tega, da bomo to začeli reševati. Zelo bi pozdravila tudi posluh predsednika vlade in obljubo po ustanovitvi ene delovne skupine v okviru državnega zbora, ki bo spremljala implementacijo zdravstvene reforme, ker seveda bo od državnega zbora zelo odvisna tudi časovnica sprejema celotne zakonodaje. Jaz mislim, da je to tudi izkaz nekega medsebojnega zaupanja in spoštovanja koalicijskih partnerjev in da je v bistvu to res odlična popotnica za naprej. Da je bil ta vrh potreben, izkazuje tudi res dolga razprava danes, iskrena razprava, ki je pa res prinesla, jaz mislim, tudi dobre predloge tako ministru in vladi, kakor tudi razjasnila določena vprašanja, ki smo jih imeli morda v parlamentu. Tako da bi strnila, da je bil demokratični današnji dialog, da pa zelo, bom rekla, pozitiven in da nas je združil v cilju pomagati ljudem in resnici narediti vse, da ta zdravstveni sistem rešimo. Zelo pa tudi pozdravljamo zavezo, da se bomo na 14 dni ponovno srečali in da bo to vrstno sodelovanje veliko bolj poglobljeno tudi za druge ključne reforme, kjer tudi vem, da smo enotni v kontekstu, da je potrebno zagotoviti dostop do stanovanj, dolgotrajna oskrba, skratka so reforme pokojninskega sistema, ki so nujne in ki prav tako zahtevajo poglobljeno debato, diskusijo strani koalicijskih partnerjev, da bi prišli do nekega soglasja. Hvala. Hvala in še gospod Mesec. Hvala lepa. Tudi sam bi najprej pozdravil zelo vsebinsko razpravo, ki smo jo danes imeli v zdravstvu. Začeli smo jo, kot sta moja predhodnika povedala, z zelo poglobljeno analizo zdravstvenega sistema, ki jo je pripravila ekipa ministra Loredana in mislim, da smo se vsi ministri, poslanci, koalicijski partnerji lahko v tej razpravi s poslušanjem drug drugega veliko naučili in začrtali smer, kako naj reforma gre. S časovnico se vsi strinjamo, jaz mislim, da tukaj nihče nima problemov in se držimo tega, kar smo rekli, se pravi leto 2023 bo leto reform. Zdaj o posamičnih elementih te reforme se bomo pa seveda dogovarjali sproti. Eden od naših ključnih ciljev pred današnjim vrhom je bil dogovoriti se, da bomo partnerji, koalicijski partnerji vključeni v pripravo reforme in ta zaveza bo del zaveze, ki jo bomo podpisovali in del aneksa k koalicijski pogodbi, se pravi na 14 dni se bo zdravstveno reformo, ki jo pripravlja v bistvu ekipa okrog predsednika vlade, usklajevalo z koalicijo v parlamentu. To pomeni, da bomo vsi vključeni in da bomo lahko
pod temi pogoji tudi enotni. Namreč zelo se strinjam z oceno, da tukaj stopamo marsikateri interesni skupini na žulj. Jaz moram reči, da sem bil tudi sam presenečen danes, ko sem nekatere številke v tej analizi videl, kako denar iz zdravstvenega sistema odteka. In če se hočemo s tem spoprijeti, moramo vedeti, da bodo proti nam lobiji, interesne skupine in da lahko to strukturo, ki je 30 let nihče zares reformiral, premaknemo samo skupaj. Ampak enotnost ni gesta, ki se jo da na enem koalicijskem zasedanju sprejeti. Enotnost je proces. Zato bo enotnost treba graditi in mislim, da smo danes začeli zelo dobro, da to enotnost skozi proces tudi začnemo graditi med nami. Kot je predsednik povedal, bomo čez 14 dni imeli še ostale reforme, prav stanovanjsko politiko, plačno politiko, pokojnine in tako dalje. In si bomo zrisali celoten načrt za leto 2023, ki ga bomo zapakirali tudi v aneks. Zdaj pričakujem, da me boste vprašali, če bo Levica zapustila vlado, pa bom odgovoril takole, če bo dogovarjanje izgledalo tako, kot je izgledalo danes, bo Levica zapustila vlado, ampak leta 2030, ko bo naše delo opravljeno. Hvala. Hvala lepa, minister Mesec. Zdaj vas vabim, novinarke in novinarji, da zastavite vprašanje pri mikrofonu, se predstavite in še enkrat podarjam. Teme kot so, kakšen naj bo plačni sistem v javnem sektorju, kakšna naj bo šolska reforma, kakšna bo obdavčitev dela, kakšna naj bo pokojninska reforma, o tem danes ni bilo niti besede. Tako da ta vprašanja so brezpredmetna. Izvoli, Anže. Anže Božič, POP TV. Jaz imam vprašanje pravzaprav za vse tri, prosim. Omenili ste, gospod Golob, da je analiza stanja pokazala, da je stanje slabše, kot se je celo zdelo. Pa vsem bi vas prosil pred petkom, če vsaj vsak od vas izpostavi tisto eno stvar, recimo, ki je najbolj problematična in rabi, recimo, temu prvo diagnozo. Ne gre za ključno spoznanje je, da se je v preteklosti poskušalo reševati zdravstveni sistem s posamičnimi ukrepi, ki niso delovali. Ali pa so delovali za leto dni ali dve in potem je bilo spet vse po starem. In iz podatkov današnjih jasno izhaja, da reforma je lahko edino celovita in da se je moramo lotiti v njeni središčni točki. In to je pri zavarovalnici. Brez tega reforma ne more niti uspeti, niti je ne moremo v resnici začeti. To je ključno sporočilo. In drugo, zelo zanimivo in na nek način nepričakovano, ki se tiče neopredeljenih pacientov, čeprav je okoli podatkov precej še nejasnosti, izkazuje se, da je številka neopredeljenih pacientov višja od 100.000 že skoraj 20 let. In meni je nenavadno, da to še nihče ni odkril. Da se danes pogovarjamo o nečem, kar je prisotno 20 let. Pa se tega nihče ni zares lotil. Mi se bomo tega lotili. Tako da bomo zelo aktivno in to najprej od vseh stvari v roku 6 tednov, celoti pripravili načrt, kako bomo to številko, ki je danes ogromna, vsaj na videz, spravili v okvirje, ki si jih Slovenke in Slovenci zaslužijo. In to je radikalno znižali. Hvala, gospa Hot. Hvala. Ne bi omenjala zgolj eno področje, ker mislim, da analiza stanja z samo izpostavitvijo enega ne pove, ne odraža realnega stanja. Torej enega brez drugega vam enostavno ne morem posredovati. Ampak morda, kar je mene osebno najbolj presenetilo, je bilo to, pa to je bilo tudi že včeraj na komisiji za peticijo omenjeno, tako da mislim, da komot tudi povemo, skrivanje podatkov strani pomembnih deležnikov. Dejstvo, da ministrstvo ne more pridobiti ključnih podatkov za pripravo zdravstvene reforme, kar pomeni, oziroma se sprašuješ, kako se potem to v preteklosti sploh lahko karkoli z parcialnimi ukrepi reševalo, če v osnovi nisi vedel, kaj je problem, kakšne so številke, če ne veš, koliko dejansko opredeljenih, neopredeljenih, kakšne so čakalne vrste. Vemo, ko smo delali sezname, se vsakič znova ugotovi, da te seznami spet ne odražajo realnega stanja. In tu je očitno tudi ena izmed ključnih težav sistema, da nimamo pravih podatkov, oziroma da so šele zdaj skozi zelo dolgotrajen proces pridobiva in odraža realno stanje. Bi pa povedala, da sem zelo vesela, da
iz 9, če se ne motim, prioritetnih ciljev in stebrov ukrepov in časovnice izhaja res želja po okrepitvi zdravstvenega sistema, ki bo ostal javen zdravstveni sistem, kjer bo omogočen dostop do osebnega zdravnika prav vsakomur in kjer bo zagotovljen vzdržno financiranje zdravstvenega sistema, ki bo dolgotrajno. Hvala. In še Luka Mesec. V bistvu nimam kaj dodatno, glede na to, kar sta povedala predhodnika. Hvala. Naprej. Ni več? Ja. Kašpar Blažič iz tednika Demokracija. Zanima me v bistvu je tako vprašanje dvojno, glede na to, da se je govorilo na današnjem koalicijskem vrhu o zdravstvu. Ali nameravate zajeziti tudi anomalije iz preteklih let, kar se tiče preplačevanja medicinske opreme? Veliko se je govorilo o žilnih opornicah in o zdravstveni mafiji. To je prvo. In potem še mogoče o tem, glede ali na odnose v koaliciji trenutno kaj vplivalo poročanje tudi tujih medijev glede financiranja kampanje sedanjega kosovskega premijerja, ker vidim sicer, da ste pokazali neko enotnost, ampak me vseeno zanima, če se je to kaj dotaknilo koalicijskih odnosov. Mislim, da smo bili zelo jasni, da smo res govorili zgolj o zdravstvu, ki 30 let ni bil zakon spremenjen od leta 1992, tako da izvolite, predsednik vlade. Pa tudi sicer se kaj takega ne more dotakniti enotnosti, ampak okej. Debata o korupciji v zdravstvenem sistemu ali pa o bolj preglednem, v resnici o korupciji v zdravstvenem sistemu seveda je bila odprta. No in jaz bom s ponosom povedal, da ker imamo v vrstah na čelu reforme dva največja borca proti korupciji v zdravstvenem sistemu in to sta oba doktorja Danijel Loredan Bešič in doktor Erik Brecelj. Me tudi za sekundo ni strah, da ne bomo tudi uspešni. Bomo uspešni. Tudi pri temu. In danes je bilo to izpostavljeno, jasno je bilo tudi locirano, katera inštitucija je tista, ki bi že lahko kaj naredila, pa ni, in kje bomo to locirali. Centralno nabavo. Zagotovo da. In to je sestavni del reform. Ker brez tega, da izkoreninimo korupcijo iz zdravstvenega sistema, tudi ta prave reforme ne more biti. Hvala lepa, Meta. Meta Roglič ena. Zdaj, kako se boste lotili reorganizacije zdravstvenega zavarovanja? Zdaj slišati je, da se boste najprej lotili ZZZS-ja in potem pride na vrsto dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Tukaj bi bila menda uporabljena beseda pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, da bo šlo za reorganizacijo in ni bila uporabljena beseda ukinitev. Kaj je s tem in ali je Levica s tem, da mogoče bo, mogoče ne bo? Kot vemo, dopolnilno zdravstveno zavarovanje je bil glavni razlog, da ste zapustili Šarčevo sodelovanje s koalicijo. Jaz bom reč povedal, kaj je bilo v resnici, ne to, kar vi navajate. Debata o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju seveda je bila, ampak zelo jasno, in bom ponovil moje besede, zelo jasno je bilo povedano naslednje. Mi imamo različno velike probleme v zdravstvu. Imamo problem, ki je velik 4,5 milijarde in to je osnovno zdravstveno zavarovanje. Imamo problem absentizma, ki je vreden 700 milijonov. Imamo problem dobičkov zdravstvenih zavarovalnic, ki je velik 60 milijonov. Vsak dober gospodar se najprej loti velikega problema in ne najmanjšega. In še posebej se na najmanjšem ne skrega, zato da se izmakne odgovornosti do velikega. In zato so prioritete postavljene natančno tako. Prioritete so postavljene na to, da bomo imeli z reformo dejanski učinek. Ne, da bomo lovili kurje tatove in še to na začetku, ampak da se bomo lotili sistema v njihovem bistvu. In to bistvo ni pomembno samo zaradi 4,5 milijard denarja. Pomembno je tudi in predvsem zaradi tega, ker s tem, ko bomo izvedli digitalizacijo celotnega sistema, po domače digitalizacijo zdravstvene blagajne, zavarovalnice, bomo lahko cel sistem spravili v javnost. Naš namen je, da po estonskem in finskem modelu postane poslovanje zdravstvene zavarovalnice javno, ne samo transparentno, pa skrito nekje pod nekimi dežniki kvazi interesov, javno. To, kar se pripravlja z vidika digitalizacije, je nekaj, kar bo radikalno spremenilo ne samo naš odnos do zdravstva, ampak tudi odnos vseh tistih, ki so v zdravstvu, vseh poštenih ljudi v zdravstvu.
ker bojo lahko ponosni na to, da so pošteni, ker bo javnost to videla, kdo je tisti, ki dela pošteno, in teh je večina. In kdo je tisti, ki pač tega ne počne. In to je manjšina. In ravno to, da bomo lahko končno spravili stvari v javnost, je največji garant, da ko bo enkrat reforma izpeljana, ni poti nazaj. Nikoli več se ne vrnemo v sedanje stanje, kjer profitira samo tisti, ki dela v ozadju in ribari v kalnem.